poletje je tu in z njimi nove poletne oddaje, kjer si lahko voditelji sami izbiramo goste, ki so nam pri srcu, in meni je zelo pri srcu moja današnja gostja. V bistvu jaz sem prišla k njej v goste in tole je njena lučkana psička, ki je ravno skočila iz kadra, Lina. To je Lučka Berlot, ki ima znamko Lučka Bučka, in jaz sem zdaj v njeni prekrasni, ne delavnici, ampak razstavnem prostoru, ki se ga lahko malce mogoče tudi ogledate. Res je lep. Ona namreč dela unikatna svetila in ima znamko, kot sem že rekla, Lučka Bučka, ker namreč ona je tudi lučka, tako da kar malce si poglejmo, kako izgleda ta razstavni prostor. Lučka je tudi moja zelo dobra prijateljica, v bistvu je del skupine prijateljic, ki jim jaz rečem kar sestrice, tako da sem vesela, da je lahko moja prva poletna gostja in takole bova zelo lepo, prijetno, lahkotno poklepetali malce o njej, malce o tem, kaj počne. Namreč je multitalent, je likovna pedagoginja, ki dela tudi delavnice za otroke, ima tudi svojo znamko Lučka Bučka, kjer dela unikatna svetila, hkrati tudi dela unikaten nakit in tudi grafično oblikovanje, se pravi, ženska mnogih talentov, tako da brez veze, da jaz preveč nakladam o njej, bi prosila, da se mi kar pridruži tukaj. Lučka, pridi! Živjo. Živjo! Ja, v bistvu eden od tvojih talentov je tudi snemanje, ne? Zdaj lahko povemo, da je tale švenk naokoli naredila Lučka. Lučka, povej, tale razstavni prostor, ne, kjer razstavljaš tudi svoje luči, si tudi sama prenovila in ima že sam prostor neko zgodovino, a nima? Ja, res je. V bistvu ta prostor je del družinskega poslopja. Tukaj je, ta prostor je malo nenavaden, ker je v bistvu troetažni. In ima precej nizke stropove, kar mogoče za razstavni prostor za svetila ni najboljš, ampak ima pa en tak čar, ker je včasih služil v bistvu shranjevanju sena. Tukaj noter so shranjevali seno in so ga potem tukaj skozi ta vratca ven metal. Ja. Wow. Tako da v bistvu ja, ima neko tako bolj kmetijsko zgodovino, ampak pač moja družina po babičini strani v bistvu se je ukvarjala z kmetijstvom in potem pa je v bistvu ta prostor služil kot šivalnica. Tudi tvoja babica? Ja, v bistvu moja babica pa njena sestra sta potem imeli obrt in sta šivali mrežce za salame. No, in od mrež za salame do unikatnih svetil. Lučka, tebi je bilo v bistvu že v zibelko podano, da boš ti delala nekoč luči, ne? Glede na to, da so te dali ime Lučka. Nomen est omen. Kdaj pa si ti se začela ukvarjati s tem? Kdaj si naredila svojo prvo lučko in kako si vedela, da je to neke vrste tvoja pot? No, lahko povem, da v bistvu moja dva starša nista čist vedela, kaj se bo zgodilo. Mislila sta, da bom fantek. In naj bi bila Luka, potem pa, ko se je rodila punčka, pa si samo čuto dala. Ja, tako pravi legenda. Legenda o Lučki Berlot. Sicer pa v bistvu, ja, med študijem likovne pedagogike sem zelo uživala v kiparstvu. In še danes v bistvu nekako se mi zdi, da to, kar počnem, ni samo oblikovanje, ampak je nekako kiparjenje z dodano vrednostjo, da pač dodam tudi svetlobo. Zakaj svetloba? To pa res, da v bistvu sem že od nekdaj hodila okrog po hiši ali pa po stanovanju in prižigala tiste luči, ki so mi bile všeč, da je bilo pač da je bila svetloba vzdušje ta pravo. Ja. Ker eni so bolj občutljivi na to, eni manj, no jaz sem tista bolj občutljiva. Tako da, ja, to že od nekdaj. Zdaj potem, kako pa je prav prišlo do oblikovanja svetil, sem pa iskala luč za svojo sobo, takrat sem bila pač še študentka in sem si želela nekaj tako malo bolj ambientalnega. Pa mi ni bilo v bistvu nič všeč. Zdelo se mi je, da je vse zelo tako generično. In na faksu smo pa delali precej z pihanim betonom. In mi je bil všeč že sam tako kot material.
pa tudi kakšne možnosti imaš za oblikovanje pri tem materialu, ker je pač precej volen, ne rabiš ne vem kakšne opreme, no in v bistvu prva lučka je potem nastala kar na balkonu, sredi zime. Improvizirana delavnica. Ja, pa pač zima je bila, no, tako da. V težkih pogojih si začela, da je lahko šlo samo še na bolje. Ampak tako je, da jaz, ko se nekaj odločam in ko me prime, potem to Mora pač biti takrat, v mora tistem takrat se trenutku. zgoditi in takrat je pač to bilo, ok, jaz bom zdaj naredila to luč. In sem s kladvom in dletom v bistvu na balkonu potem tisto prvo luč naredila, zdaj, ko jo pogledam, si mislim, ojoj, ne. Ampak je pa za nalašč nisem predelala ali pa prodala, ker je pač tista Prva osnova, iz katere se je vse razvilo. Koliko časa nazaj je bilo to? To je bilo po zimi 2013. Aha, se pravi, zdaj imaš že več let izkušenj oblikovanja. Kaj se je v tem času spremenilo? Katere vse nove stile si izumila? Kakšne vrste svetil v bistvu ponujaš? V bistvu začel se je res s temi namiznimi svetili. Ta prva lučka je bila pač čista, taka preprosta, okrogla, z senčnikom in to je bilo to. Potem sem pa skozi čas v bistvu delala tako bolj kot za prijatelje, za neka darila. Potem se je precej popularna so bila svetila kot poročno darilo. To še vedno naredim, no, tako v bistvu 2 svetilki, ki sta si zelo podobni, za pač, ne vem, za v spalnico recimo. Naj povem, naj vskočim, da je naredila tudi zelo lepo poročno darilo najini skupni prijateljici Tanji Pečenko, a ne? Ja, tudi res je. lučka namizna, tudi iz tega pihanega betona, ne, z znakom neskončno, ki je njen najljubši znak. Ja, res je, ja. V bistvu zelo rada delam za ljudi, za katere vem, da delam za njih. Se pravi, že med delom jih imam nekako pred očmi in vem pač, kaj jim je všeč ali pa v kakšen prostor bojo to svetilo dali. In se mi zdi, da to je tista neka dodatna vrednost, no. Drugače pa, ja, potem se je pa v bistvu začelo dogajati to, da so me ljudje spraševali, a imaš kaj na zalogi, a imaš kakšno lučko? In jaz sem bila tako, ne, ker delam v bistvu po naročilu. In potem sem se odločila, da bi rada imela vsaj eno kolekcijo, ki je kolikor toliko, pač, da bom imela vsaj neke kose na razpolago. In potem se je razvila v bistvu ta prva kolekcija Moonlight, ki je tukaj za Moonlight, ker nama. so podobne lunicam. Ja, tako je, ja. Lepo. In potem sem to kolekcijo v bistvu, ne vem, mislim, da nekje septembra, oktobra dokončala in potem sem jo novembra predstavila na pohištvenem sejmu Ambient v tej sekciji Top ideje. In potem se je v bistvu začelo, no. Tako sem potem vedno imela nekako na začetku jeseni tisti, kaj bom pa letos pokazala novega. Vsako leto mora biti nekaj novega. Ja, pač do zdaj je res bilo tako, da v bistvu vsako leto je nova kolekcija prišla. Zdaj imam pač 3 kolekcije. Prva je, kot že rečeno, Moonlight, potem je bila Earth Collection in Luna, Zemlja. ja, tretja je pa Oceanic, je pa v bistvu ta kolekcija, ki sem jo ustvarila lansko leto. Povod zanjo pa je bilo v bistvu moje bivanje v Grčiji. 5 mesecev sem živela na Kreti in tam sem v bistvu ugotovila, da so plaže precej polne plastike. V bistvu začelo se je tako, da sem nabirala različne peske za nakit, za te prstančke. In potem sem videla, da v večini teh peskov je tudi plastika. Nekaj časa sem jo ven jemala in prebirala, potem sem pa rekla, a lahko jaz s tem kaj naredim, ne. In potem sem pač prišla v bistvu do rezultata, da lahko s to plastiko naredim nek tak terraco look. In terraco je bil v bistvu zadnje čase zelo moden tudi v vseh teh predmetih za notranjo dekoracijo. No, in sem potem naredila eno tako kolekcijo s tem ekoteracom. In v bistvu tudi gre za trajnostna svetila, torej. Ja, v bistvu
ne glede na to, katera kolekcija je, za katero kolekcijo gre, vedno v bistvu se trudim, da so moji izdelki trajnostni, da se jih da ali reciklirati ali pa celo upcyclati. Wow. Tako da ne želim proizvajati še nekih novih smeti. Recimo tudi ta pihan beton, iz katerega so pač vsa ta svetila nastala, je bil gradbeni odpadek. En kolega je delal kot gradbiščni nadzornik in me je poklical, rabiš ti kaj, si pa Rexa. Seveda, jaz bom iz tega naredila nekaj lepega. Ja. Wow. In v bistvu tudi, prej si omenila nekaj, to je ta prsten, ki si ga prej omenila, lahko tudi jaz pokažem, ne. Meni ga je dala za darilo, ki ima tudi to v bistvu plastiko iz grške plaže in je zelo lep in ga imam, gledalke in gledalci so ga lahko že ves čas opazovali. Res? Jaz vsakič ga imam na oddaji, tako delam reklamo podstalno, Lučki Vučki. Lučka, v bistvu midve bova še nadaljevali pogovor. Ja. Zdaj pa bomo se mi preselili v oglase. Po oglasih pa izvemo še več o Lučki, Lučki Bučki in o tem, kaj ona počne. Morda se celo prestavimo kam drugam. Se gledamo. In smo nazaj. In kot vidite, sva se z Lučko preselili iz razstavnega prostora v prostor, kjer vse nastaja. To je tvoja delavnica, ne? Ki je v bistvu v isti stavbi, ne? Ja, v bistvu isti kompleks. Da imaš vse blizu, da se samo prestavi gor. Res, In tukaj torej nastajajo tvoja svetila. Koliko časa imaš pa že to delavnico? Dobro vprašanje. V bistvu najprej sem bila na balkonu, potem sem šla tjale čez v bivšo tovarno Univerzale, v en prostor, ampak tam nisem imela ne vode, ne viceja, kurjave, pač nič. Se pravi, šla si samo malce na boljše iz mrzlega balkona na... Ja, toliko, da je bil zaprt prostor. No, potem se mi je pa zgodila ena nesreča in sicer so udarili v ta prostor in so mi nekaj pač orodja ukradali in potem sem se pa zmenila, da mi brat odstopi en del svoje delavnice in ne vem, po moje, da je 5 let, nekaj takega. Je že lepa doba, je že pol desetletja. Ja, skoraj. In tukaj v bistvu, kakšen je postopek izdelave luči, recimo, in koliko časa traja? Najbrž je odvisno od velikosti kosa, od zahtevnosti, ampak recimo nek približek, če bi lahko dala. Če ti povem čisto po resnici, niti za eno luč nisem štopala, koliko časa mi vzame, zato ker v bistvu ne gre za postopek, ki bi ga naredila naenkrat. Ker je vedno treba čakati, da se mase posušijo, da se pač... In tukaj imam problem, ker sem malo tako nervozna. Kdaj, a je že? Jaz bi že nadaljevala, moram čakati. Odprla bi, kaj bo ratalo. In potem velikrat se zgodi kakšna nesreča, ne? Tako da zdaj se učim da prehitro in potem moram popravljati ali pa na novo, pač na novo se lotiti. Tako da se učim potrpežljivosti. Na splošno pa v bistvu je odvisno, ali gre za to unikatno svetilo, recimo namizno svetilo, katerega pač v bistvu izdolbam iz pihanega betona, ponavadi potem dodam še kakšen kos lesa, kakšen premaz, kaj takega. Zdaj pa odvisno, ali je taka forma, kot je bila tista Tanjina, neskončno, tisto kar nekaj časa traja, da v bistvu vse... Ker je zahtevna forma. Ja. Če gre pa za zelo, ali pa tudi v bistvu, če gre za kakšno tako zelo geometrično, je pa mogoče samo klesanje hitrejše, ampak je potem končna obdelava toliko bolj dolgotrajna, ker hočeš vse imeti gladko in natančno. Mogoče lahko pokaževa par, če boš ti pokazala. Ali pa če ti primaš kar hočeš. Kakšna svetila, naprimer, da lahko gledalci malo vidijo. Tale je... Taka bolj v kombinaciji z lesom. Wow, lepa. Se pravi, spodaj je ta pihani beton in zgoraj les. V bistvu prva stvar, ki sem dobila, je bil pač kos, lesa in potem sem pihan beton priredila v bistvu lesu, da se tako organsko nadaljuje. Se pravi, les je ostal čim bolj nedotaknjen, recimo temu. Ja. Inspiracija je v bistvu les. Tudi tale vidim je z lesom. Z lesom. Ima pa noter en detajl, ki je v bistvu en kamen bil ujet v les. Pa res? Zanimivo.
tako da, Kaj vse narava ponudi? ja, narava In v ima bistvu res. potem ti ujameš tudi to Ja. v luč. Potem to je pa recimo en ta poročni komplet, gre pa potem za poslikavo, a ne, je pa pač poslikava in tudi vzame poslikavo ti več narediš, časa. ne? Ja. Lučka naredi vse. Tako je. Evo, to je taka poletna z valovi. Se pravi, to so te klasični kosi iz Ja, evo, to je pihanega pa pač betona. ta bolj geometrična varianta. Na ta način. So pa itak vse objavljene tudi na moji spletni strani. Lučka bučka, ne? Če zgooglate, bo- Lučkabučka.com, ja. Kako pa je prišlo v bistvu do tega imena? Kdaj si rekla, da boš Lučka bučka? To je čist prva ideja, po mojem. Čisto spontano. Ja, in že večkrat sem v bistvu želela zamenjati ime, ampak potem Zakaj? sem... Ja, ne vem. Potem sem pa šla na kakšen piknik ali pa na pač kamorkoli in potem se predstavim in tako, ti si Lučka bučka in jaz tako, ja, V bistvu so te že poznali in si rekla, Ja, konec, ja, ne morem zdaj ja, spremeniti, ko je ja. že prepoznavna znamka v bistvu. Ja, tako da zdaj ostajam Lučka bučka. In v bistvu ti tudi si lastno spletno stran, ki je zelo lepa, tudi sama oblikovala, ker si tudi grafična oblikovalka Ja. in tudi te stvari počneš. Res je. No, ampak o tem Je mogoče kar. malce kasneje, zdaj, če smo tukaj v delavnici, lahko pogledava še, tale kosi pa morda kaj v izdelavi ravno? Ja, tole je koza za kolekcijo Earth. Aha, Ne vem, če se vidi na posnetku. V bistvu je kar ena taka malo večja, večje svetilo. To je v bistvu Je pa viseče, ne? Ja, viseče. Je pa to v bistvu prva faza, prvi nanos materijala, potem sledi ta še dve fazi in brušenje. Tako da ta kolekcija terja kar precej časa. Do je ena končne. izmed zahtevnejših. Ja, ampak rezultat je pa res neponovljiv. Vsaka ima čist svoje vzorčke in v bistvu sem do te kolekcije prišla čist po naključju, ker ena luč se mi je ponesrečila, potem sem začela nekaj eksperimentirati in sem prišla do te forme, potem sem pa mi ni bila toliko všeč, pa sem jo pobarvala na črno, pa mi še vedno ni bila všeč, potem sem jo hotela na novo sestaviti in potem sem zbrusila in sem videla, wow, to pa ful lepo proseva. In ker je iz eno tega čez je v drugo bistvu, čez drugo. ja, iz tega je potem nastala ta nova kolekcija. Earth, zemlja. Tako je. Tule pa vidimo tudi te odpadne materijale, ne, iz Krete. Ja, to je pa ta plastika. Kako pa to v bistvu potem ukomponiraš v... Ta projekt je v bistvu zdaj v razvoju in sicer ga razvijam s kolegico z Madžarske. Dobili smo namreč podporo evropske platforme World Partnership Project. Wow. Mislim, da so na koncu zbrali nekje 60 partnerstev iz cele Evrope. In zdaj imamo eno let, v bistvu do marca nekje moramo pač nek produkt predstaviti. Mi dve zdaj v bistvu razvijava material kot tak. Tukaj imam par vzorčkov. To je recimo, evo, to je ta teraco, o katerem sem prej govorila. V bistvu gre pa za to, da te koščke plastike, naplavljene plastike, a ne gre v bistvu za plastiko, ki je že toliko obdelana strani morja, sonca In vsega živega, in vsega tega trenja. V bistvu je narava ta nenaravni element že obdelala malce po svoje. Ja, in v bistvu dobimo zelo lepe kose. Mislim, vse, kar se barve tiče, so taki v bistvu malo sprani in mene je v bistvu to potem mi je dalo misliti, da mogoče pa lahko te stvari tudi nekako uporabimo, ker moramo vedeti, da v bistvu te koščki so toliko majčkani, da jih nihče niti ne zbira. A ne? In niti drugih stvari se nekako ne da narediti čez njih. Ja, ker so tudi toliko obdelane že pač kemično in mehansko, da niso primerne za to, da bi jih, ne vem, stalili in potem spet uporabili, ne vem, za 3D print ali pa take stvari, ki se pač danes delajo z odpadno plastiko. Tukaj pa v bistvu to plastiko ukomponiram v zraku sušeč porcelan. To je material, ki je v bistvu prosojen, zelo trpežen in ne zahteva toplotne obdelave. Torej je že sama ta začetna stopnja je v bistvu precej trajnostna.
Wow. Tako da Vse skupaj je v bistvu v tem konceptu trajnosti. Najbrž sta tudi zato dobili Ja, to velik sodelovanje. poudarek je bil v bistvu v tem projektu. In potem v bistvu sva pa želeli doseči tudi to, da ko se material enkrat, ne vem, recimo uniči ali pa se, ne vem, razbije kakorkoli, ali pa želimo nekaj novega iz tega narediti, nam ta material Mosanik omogoča, da ga v bistvu na novo uporabimo. Se pravi, to je primer recimo ene ploščice, v kateri so že zdrobljeni kosi prejšnje različice. Aha, A ne, se pravi, ponovno uporabljena tako, že, wow. tako, ja, da res To je, zagotovimo. to je tisto, v bistvu, čimer se reče upcycling. Ali Ja, oziroma krožno, recikliranje. ja, krožno V bistvu sploh ni gospodarstvo. recikliranje, ne, ker je krožiranje. Krožiranje, okej. Ja. Drugače pa ti ne samo, da izdeluješ svetila, v bistvu tudi pomagaš ljudem oziroma svetuješ pri oblikovanju svetlobe v stanovanju ali pa hiši. Kako pa to izgleda? In kakšne so največje napake, ki jih ljudje delamo pri osvetljevanju prostorov? Največja napaka je najbrž ta, da v bistvu ne razmišljamo vnaprej o svetlobi in o tem, kaj svetloba v prostoru pomeni, kaj Mi si samo prinaša v rečemo, prostor. zdaj bomo imeli luči in pač bo že svetlo. Ne? Ja, tako nekako. Mogoče še ni to tako dozorelo pri nas, v tujini pa je to že zelo pomembna arhitekturna veja in ja, nekaj, kar v bistvu zelo močno zaznamuje prostor. Tako da jaz v bistvu z naročniki nekako pogledam, v kakšnem stanju prostor je, kakšno imajo električno napeljavo, ker pač to je zelo pomembno. Ne? Zdaj pri novogradnji So potem kakšne omejitve, ne? Ja, kadar gradimo novo hišo, pač se da o tem razmišljati vnaprej. A ne? V obstoječih v stanovanjih z obstoječimi napeljavami pa se je treba znajti. A ne? In velikokrat v bistvu se ljudje ne zavedamo, da ali premočna svetloba ali pa prehladna svetloba ali pa prešibka svetloba zelo vpliva na naše počutje a ne? In na zdravje. Počutimo kar naprej utrujeni in si mislimo, kaj je, pa je mogoče svetloba kriva. Ja, lahko da imamo pač neko svetilo, ki je bilo včasih zelo modno ali pa še par let nazaj. Ne vem, če se spomniš, take žičnate lučke so bile, se pravi, so bile samo take žičke, pa noter si žarenco zašraufal. No, to lahko izgleda sicer zelo lepo, ampak v bistvu to svetilo ne opravlja svoje primarne funkcije, to pa je difuzija svetlobe in v bistvu ščitenje uporabnika pred to direktno svetlobo. Ne? Temu potem rečemo bleščanje in je to lahko zelo neprijetno. Zato so v bistvu v osnovi najbrž sploh nastale luči, ne? Da niso bile samo žarnice, ker so... Ja. In tvoje luči pa poskrbijo, da v bistvu ni samo ta funkcija, ampak da je tudi funkcija podnevi estetska, ne? Ker podnevi je pa to pomembno. Ja, v bistvu luči, meni se zdi, da so luči kot nek nakit prostora. Wow. To si pa dobro rekel. Sicer mogoče oblikovalec stolov bi pa rekel, da so stoli. Meni se zdi, da pač res v bistvu imajo to dvojno funkcijo in estetsko in pač funkcionalno. Sploh zvečer, ja, v bistvu prostor res zaživi, ko prižgemo luči. In ja, jaz se trudim, da v bistvu pri mojih svetilih, da zagotavljam to kvalitetno svetlobo, kvaliteten vir svetlobe, seveda je pa tudi odvisno od tega, kakšno pač žarnico oziroma sijalko uporabimo. In tudi o tem se potem z naročniki pogovarjam in pač skušam nekako jim svetovati, kaj bi bilo za njihov prostor najbolj primerno. Se pravi, tisti, ki bi želel tvoj nasvet, gre lahko tudi na tvojo spletno stran, tam poišče tvoj kontakt in te kontaktira, pa ni nujno, ne, da tvoje svetilo vzamejo, lahko jim svetuješ tako. Ja. Prej pa, ko si... Lahko tudi naredimo v bistvu izračun, neko tako študijo, no, glede na obstoječe tudi naravno svetlobo, se potem lahko preračuna točno pač glede na rabo prostora, glede na kvadraturo, glede na višino stropov, glede na barve sten, to je vse v bistvu vpliva na svetlobo, ker so pač odboji in podobno, in se to upošteva potem pri tej študiji in dobimo potem neko okvirno
številko, koliko lumnov potrebujemo pač za kvalitetno bivanje v tem Koliko prostoru. lumnov. Pa ko si prej omenila, ne, da so v bistvu svetila nakit stanovanja oziroma prostora, ti delaš tudi nakit, dejanski nakit, ne, kot smo že pokazali. Sicer so zdaj že mičken čez čas, ampak če pokažeš še kakšen kos nakita, če ga imaš kje tukaj, tudi tukaj nastaja. Ja, tudi tukaj nastaja. Aha, se lahko skočiš tjale, če ga imaš tamle. Da še to malce pokažemo, ne? Jaz lahko pokažem še enkrat tale svoj prsteček. Luškan. Aha, tale je pa malce večji. Je malce večji, ampak tudi v bistvu s tem s peskom. Mislim, da je to z vulkanske plaže na Kreti. Tale je pa... Dajte delček Krete na svoje prste. Tako. Tale je pa recimo iz Moonlight kolekcije. V bistvu, ja... V bistvu ista kolekcija, kot so luči, je potem tudi nakit. Ja, tako nekako, ja. V bistvu lahko svoje stanovanje ali hišo ali prostor okrasite z enakim nakitom kot sebe. Z enakimi svetili. Ja, tako je. Mi se bomo zdaj spet poslovili v oglase, ampak mislim, da imava se še kaj pogovoriti, tako da mogoče bova pa si še vzeli en blok. Se gledamo. Takole pa smo še, zdaj pa mislim, da res zadnjič nazaj z Lučko Berlot, in ko smo že mislili, da je Lučki zmanjkalo prostorov, smo se motili, pripeljala nas je še v en prostor in to je pa v bistvu učilnica, če si prav povedala prej. Ja, to je pa zdaj čist nekaj novega. V bistvu sem si že zelo dolgo želela, da bi imela en tak prostor, kjer bi lahko predajala to svoje veselje do oblikovanja, do likovne umetnosti, in zdaj z letošnjim poletjem sem uspela ta prostor nekako, oziroma ga še prenavljam. Se pravi, zdaj smo v prostoru, ki je v izdelavi. Tako. Prej smo gledali, kje izdeluješ svetila in tudi nakit, zdaj pa smo prišli v prostor, ki ga izdeluješ, se pravi, vse je povezano. Ja. In to je, v bistvu ta prostor je povezan s tvojo pedagoško dejavnostjo, ki je pa tudi zelo pomemben del tvojega življenja, si tudi likovna pedagoginja. Pa povej, kakšni so bili tvoji pedagoški začetki, recimo temu. Kje vse si že poučevala oziroma delala delavnice? Ja, v bistvu začela sem z prakso na šoli, potem sem nadaljevala v bistvu na tej isti šoli v Kamniku Marije Vere z poučevanjem v oddelkih podaljšanega bivanja. Potem pa sem dobila priložnost, da prevzamem prav mesto profesorice likovne umetnosti v Domžalah na svoji osnovni šoli, na šoli, kamor sem jaz hodila. Doma! In sem potem približno 1 leto poučevala likovno umetnost na predmetni stopnji na osnovni šoli Domžale, pa razne krožke, pa tako sem vodila. Hkrati sem pa v bistvu ves čas sodelovala tudi z Kulturnim domom Domžale in z Galerijo Domžale, kjer sem vodila razne likovne delavnice, in potem sem se tudi precej ukvarjala s filmom, s filmsko vzgojo, ker so te stvari povezane. Umetnost pač se povezuje. In ste ustvarjali filme tudi. Oprosti, bom samo tole, tvoj telefon vzela, ki sem jaz pozabila. Jaz moram namreč paziti na čas, da niso prav dolgi, ne? Pa bova kar na tvojemu gledali. Koliko časa kaj traja. Dobro, zdaj vemo. Tako da ja, to. In potem, zdaj pa v bistvu, če smo lahko zelo aktualni zaradi te korone, so se v bistvu pedagoške dejavnosti precej zmanjšale. Kultura je tista, ki se je v bistvu prva nekako upočasnila, zaprle so se kulturne ustanove in tudi naše dejavnosti so se v bistvu ukinile. In potem sem nekako zdaj že od marca razmišljala, kaj narediti na tem področju, ker je pa to res nekaj, kar rada počnem. In sem se potem odločila, da mogoče pa je čas, da naredim. Da greš na svoje, tudi kar se tega tiče. Ja, mislim, se upam, da bom še vedno lahko sodelovala tudi v Kulturnem domu in v galeriji, ker so pač to vseeno vsebine, ki se mi zdijo pomembne in ki jih nekako s temi inštitucijami oziroma pač recimo šole lažje dosežemo na ta način. Ker poznajo bolj, ne, tudi inštitucije. Ja. Ampak tako za bolj individualno delo pa se mi zdi, da je to tudi super priložnost, da se v bistvu tukaj srečujemo v tem prostoru, v katerem pa želim, da res se otroci počutijo
tako svobodne, sproščene, da jih nihče ne ocenjuje, ampak da jih samo lepo usmeriš na tisto področje, ki je pač njihovo močno področje in da lahko potem iz tega ven rastejo. In črpajo. Ja. No, pa kar povej v bistvu, kdaj bodo te delavnice potekale, kdo vse se lahko prijavi, koliko stari otroci, kaj vse bodo počeli. Lina bi šla ven, ne mara učilnice. Lina bi šla na sprehod. Ja. To bomo šli potem brez kamere. Počakaj. V bistvu zdaj prvi termin je že poln. Konec julija se bodo odvijale tedenske delavnice za otroke, nekje, v bistvu osnovnošolce. No? In potem imam pa še konec avgusta, se pravi res zadnji teden avgusta, Tik pred en šolo. termin, tako, ki je pa tudi že skoraj poln, tako da je treba kar Pohitite, pohiteti. ne, ja. Dobivamo se nekje med 9 in potem ostajamo skupaj do 1:30. Torej imamo tako ene 4 res aktivne ustvarjalne ure, vmes eno krajšo pavzo. Ta prostor pa je fin zato, ker imamo tudi A3 zadaj, pa en tak prostorček tam zgoraj za počitek, knjižnico. Pred hišo pa je v bistvu tudi vrt in jablana, maline. Tako da idealno. dovolj prostora za vse skupaj. No. Pa v bližini je Kamniška Bistrica, kamor bomo sigurno tudi šli se malo pohladiti in kakšen navdih dobiti. Tako. Kaj pa boste počeli? Mislim, ali bojo zelo nasplošno usmerjene, vsak otrok bo počel, kar bo začutil, ali bodo neke bolj ožje usmeritve vseeno? V bistvu si želim, da se najprej z otroki spoznamo, da vidim, kaj so njihove želje, v bistvu, kaj si želijo, v čem uživajo. Imam pa okviren program pripravljen, ker bi jih rada tudi v bistvu bi jim pokazala kaj novega. Ali tudi kaj v zvezi z lučmi mogoče? To pa naj zaenkrat ostane še skrivnost. Razmišljam pa, da bi naredila kakšno delavnico za odrasle v tem smislu, ja, da si lahko izdelamo svojo lučko. Kako izdelati lastno lučko? Z lučko bučko. V bistvu, dobro, zdaj smo obdelali tvojo pedagoško dejavnost, tvojo svetlobno dejavnost, nakitno dejavnost, si pa tudi grafična oblikovalka. Če malce še o tem poveva in lahko morda tudi pokažeš določena dela, ki si jih naredila, kdaj se je pa to začelo? Je to tudi prišlo, ker si sama potrebovala nekaj in si potem razvila v biznis? Ja, v bistvu smo imeli sicer na fakulteti tudi predmet, ampak potem sem med izmenjavo na Češkem, v Brnu, morala pripraviti en material za enega izmed predmetov. To je bila neka knjižica dejavnosti za določen prostor. Jaz sem si izbrala Praški grad, no in potem sem morala pač to tudi oblikovati. In sem nekako začutila, da to je pa tako luštno, v bistvu je fino, kot eno tako igranje. In vedno lahko pač pritisneš undo. Tako da ni nič katastrofalnega. Nič trajno se lahko zbriše, če je kaj. Ja, recimo pri lučeh ni tako. Če nekaj pač narobe zarežeš, nekaj prestrižeš, je konec. Je konec in je treba znova od začetka. Tukaj je pa res v bistvu tako igrišče. Tako da sem potem pač se sama več ali manj izobraževala na tem področju in zdaj delam razne stvari od promocijskih materialov, oblikovala sem tudi nekaj knjig. Ena izmed teh je recimo te bohinjske himne, prijatelja Javorja, Javor Vogelnik Škerl Vogelnik, pardon. Zbirka njegove poezije in pa tudi v bistvu on tudi oblikuje svetila, ampak čist na drug način, na drugačen stil. Imate nekaj skupnega? Ja, tako. To potem pa ne vem, tudi v bistvu pa delam dizajn za svoje produkte. Would You Play je ena taka zbirka spominek, otroška igrača, arhitekturna, v bistvu se sestavlja različna mesta. Zaenkrat obstaja kolekcija za Piran pa za Ljubljano.
Je pa to še tako malo v povojih, no, še nič. Je bolj na Bomo še kdaj stopni drugič o tem. prototipa. Ja. Pa potem recimo za koncerte, ta mi je zelo ljuba, ker sem v bistvu naredila tudi scenografijo za ta koncert ob 30. A ja, tudi scenografijo obletnici. delaš, to sem pa pozabila omeniti. Ja, to so stvari, ki jih pač tako rada počnem, niso pa, da bi jih prav na dnevni bazi delala. Ampak tukaj recimo to je material za 30-letnico zbora, v katerem pojem, in sem naredila v bistvu na tak princip origami in je tudi dimenzije so 30x30 in potem so bili pač te ptički origami. A 30x30 so origami dimenzije? Ja. Aha, nisem vedela. Mislim, kvadrat je v bistvu osnova za origami. Aha, okej. Veliko origami izdelkov. Ja, tako. Si kdaj delala tudi origami? Ja, čeprav mi ni toliko blizu, ker moraš slediti navodilom. Jaz pa rajš ustvarjam po svoje navodila. Ja. Ni ono, Ja, Kaj pa najraje grafično oblikuješ, oziroma kaj ti je bil do zdaj največji izziv? Največji izziv, da je velik izziv v bistvu logotip, ker je to, ker mora v bistvu zajeti res tisto bistvo sporočilo znamke in tudi zadnje čase se mi zdi, da se moramo zavedati tega, da pri grafičnem oblikovanju ne gre samo za neko to za neki izgled, ampak za to, kaj sporočamo in koga nagovarjamo. In v bistvu tukaj zadnji potem stoji cela raziskava v bistvu strank. Imela sem recimo en primer, ko sem oblikovala logotip za neko storitev. Naročnik je imel svojo predstavo, kaj si želi, jaz sem potem to nekako mu skušala dostaviti, ampak potem, ko je pač končni rezultat, ko je videl končni rezultat, je bil tako, sam ne vem, če je to, če bo to prava stvar za moje naročnike, In potem sem rekla, kdo pa so tvoji naročniki? In mi je pač opisal, kdo so in sem rekla, ja, ne, to pa najbrž res ne bo, To treba pa prej povedati, ja. Tako da v Se pravi, bistvu... veliko dejavnikov je, ki tukaj vplivajo, na katere treba biti pozoren. In je to kar odgovorno. No? Tako da v bistvu se mi zdi, da logotipi so eno področje, ki je res ga treba Tudi predvsem. največ sodelovanja, največ stranko je potrebnega, ne pa usklajevanje, pa vsak ima svojo idejo. Ja, zdaj pa v bistvu tvoja Lina je že kar živčna, ne? Pa tudi mislim, da smo se mi že dosti dolgo pogovarjali in bomo spet morda prekoračili čas. Za konec bi morda še povedala kaj takega našim gledalkam, gledalcem, kakšen morda nasvet, morda še enkrat povabila, da obiščejo tvojo spletno stran. Ja, seveda, vesela bom, če me kontaktirate oziroma če si pogledate, kaj počnem. Lučka bučka. Lučka bučka, drugače pa vam želim lepo poletje in hvala za prisluh, ali kako se reče. Hvala tebi, ker si me gostila. Takole, evo, to je bil pogovor z mojo drago prijateljico Lučko Berlot, Lučko Bučko, ki oblikuje unikatna svetila, unikaten nakit, dela delavnice za otroke likovne in nasplošno ustvarjalne, grafično oblikuje, dela tudi scenografijo in še marsikaj. Morda jo bomo morali še kdaj povabiti v goste. Se gledamo. Hvala ti, Lučka. Hvala. Adijo. Čau.